Zdaj pa, jaz mislim, da ne smem biti jaz slabši od Borisa, moram tudi jaz kakšne posnetke zavrteti. No, jaz jih bom pa zavrtel, kako Janković izvaja korupcijo v Ljubljani. No, pa poslušamo. Na tek stoletja, vsi vemo, tudi jaz vem. Tudi vemo, da upravna enota gradbeno bo izdala, ne? Tle se gre samo za to, a bo izdala gradbeno prej, ali bo izdala malo kasneje. Tle je rekel, pejt po soglasje, ne? Zato, da se ne podaljša postopek, ne? Da gre se na upravno enoto na ustno obravnavo. Sem rekel, da jaz grem sam, da pač lahko zato, da ne greste na ustno, lahko odškodnino, pa je rekel ja. In je rekel, da gre lahko do 2 jurja in sva midva sam napisala sporazum, da če ne greste na ustno, da dobite 2 jurja. Samo to sva prišla, nič drugega. Sam vedel zajebal in po mojem ne moreš tega splavati ven, ne? Ker ego te boli in nočeš ti po te ceni. Če imate pa kaj drugega, pa lahko v ta paket zapakirava. To se pa lahko mogoče pogovarjam. O tem ni pa brez veze, ker umeral bol, brez pa navno. On ne. Vse on je sam izvršil se za... Se pravi, on ne. On ne. Ja, to jim pripada, kako se temu reče. Naša cel mesec v pisarni samo decembra sedi, kad darila sprejema. Zanči še takem pršutan gor, hitra pošta, kaj je bilo, ne? Pa prav so delal, ko mater pršut, le, to bomo imeli politino, ja, je šla že čez 2 ure z istem pršutom ona ven. Ja, to je tako garniturno je. Takle imamo, kot je rekel Boris Tomašič, lopove na oblasti. Če pokomentiram na kratko samo prvi prispevek. Prvi prispevek je šla od poslanka Zorana Jankovića do kmeta, zato da ne bi vložil pritožbe zoper gradbeno dovoljenje. Rekla je, gradbeno v vsakem primeru itak izdano, nima se smisla, da se trudiš, lahko pa zaslužiš 2 jurja. Se pravi, tisto, kar nikoli ne more biti predmet trgovine, se pravi, to, da izkoristiš svojo pravno možnost, svojo pravno pravico, so oni hoteli plačati za 2000 evri. In zakaj sem to zavrtel? Zato, ker smo lahko prepričani, da na isti način delajo čisto vse. Pa še una je zanimiva, posebej v luči skorajšnjega umora 2 lastnikov zemljišč. On vas ne bo ubil, on ne. Nekdo drug pa lahko in to bi se kmalu zgodilo. Dva varnostnika Zorana Jankovića sta 27. marca skoraj da ubila 2 lastnika zemljišč na trasi kanala C0. On ne, lahko pa kdo drugi. In tudi zato smo tukaj, ker so koruptivneži postali čedalje bolj bedrzni in čedalje bolj nasilni. Zdaj sta bila na vrsti 2 lastnika zemljišč, naslednji je lahko na vrsti kdorkoli izmed nas. Konec korupcijskemu nasilju! Še nekaj informacij v zvezi s kanalom C0, teh najbolj aktualnih, teh čista novih. Janković se hvali, da je zgradil kanal C0 do konca. On se nima kaj hvaliti. Lahko se hvali samo s tem, da je njegova korupcijska hobotnica zlorabila čisto vse postopke, ki so bili potrebni za izdajo gradbenih dovoljenj. To je njegov uspeh. Korupcija. Mafija. Vedeti, da so vsi postopki in čisto vsi dokumenti, ki so bili izdani v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za kanal C0, nezakoniti in protiustavni, čisto vsi.
Janković in njegovi pa niso samo koruptivni, pokvarjeni, ampak so tudi popolnoma nesposobni. A veste, kaj so naredili v tej zadnji trasi na podlagi 8. gradbenega dovoljenja? Traso kanala C0 so skoraj po celotni trasi zgradili 10 metrov narobe zunaj gradbenega dovoljenja. Zdaj pa vi meni povejte, če bi kdorkoli od vas gradil 10 metrov stran od tam, kjer določa gradbeno dovoljenje, kaj bi se zgodilo? Takoj bi prišla inšpekcija in takoj bi vas orupili in zaprli gradbišče. Mi smo o teh stvareh takoj obvestili 5 inšpekcij. V skoraj 14 dneh nismo dobili odgovora o ugotovitvah niti ene inšpekcije. S tem se lahko Janković hvali, da uspe utišati državo, da uspe utišati in ustrahovati državne uslužbence, ki bi morali delati v skladu z zakoni. Ampak pogledajte, to ni noben uspeh. To je korupcija, zaradi katere smo danes tukaj. In dragi prijateljice in prijatelji, mi smo kot hlapec Jernej, iščemo pravico. Iščemo pravico. In lahko povem, da smo v zadnjih 3 letih, pa tudi lastniki zemljišč, že mnogo prej, 10 let, uporabili prav vse pravne možnosti, da bi zaščitili pitno vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. In lahko rečem, da velika večina postopkov, v katerih smo se pritoževali, je bila obravnavala nezakonito in nepošteno. Ne pa vsi. V nekaterih postopkih smo zmagali in te zmage nam dajejo upanje, da bomo slej ko prej prišli do sodnika, ki bo delal pošteno in v skladu z zakonom. Samo to rabimo za zaščito čiste pitne vode. Da pridemo do sodnika, da pridemo do inšpektorja, da pridemo do ministra, ki bo delal v skladu z zakoni. In prva priložnost, da pridemo do poštenega sodnika, bo že ta torek. Kot veste, je enega od sklepov, da ni potrebno presoje vplivov na okolje za kanal C0, ki grozi, da bo zastrupil vodo, ki jo pije vsak dan 400.000 ljudi. Da je eno od teh sklepov, da ni potrebna presoja vplivov na okolje, podpisala magister Tina Sršen. In na ta sklep smo vložili pritožbo oziroma tožbo na upravno sodišče, in sicer iz razlogov, ki so seveda zelo formalni. In sodišče, če bi bili v normalni državi, ne bi moglo narediti drugače, kot nam ugoditi. In sicer ta sklep je podpisan strani ene same osebe, Tine Sršen. Tina Sršen je politična funkcionarka in nepooblaščena uradnica za to področje. Tina Sršen nima nobenih strokovnih znanj in referenc, niti izobrazbe z področja varstva voda. Tina Sršen ni delala izpita iz splošnega upravnega postopka, ki je temeljni pogoj za odločanje v upravnih postopkih. Tina Sršen ni imela pooblastila za odločanje v nobenem upravnem postopku, tudi v tem ne. In Tina Sršen ni bila navedena med javno navedenimi uradnicami in uradniki, ki lahko odločajo v upravnih postopkih. Se pravi, nezakonito, že samo strogo na formalni ravni. In sedaj gremo z velikim pričakovanjem in velikim upanjem v torek na upravno sodišče, da vidimo, ali imamo na upravnem sodišču
tistega poštenega sodnika, ki ga iščemo. Če ga imamo, bo ta sklep, da za kanal C0 ni potrebna presoja za vpliv na okolje, razveljavljen. Drage prijateljice in prijatelji, dovolite mi ob tem eno iskreno srca, zahvalo iz srca, ki prihaja iz mojega srca. Zahvalo za vso podporo, ki jo izkazujete borcem za čisto pitno vodo, vsi, ki nas podpirate z molitvijo, vsi, ki prihajate na shode pred magistrat, na shode pred upravno enoto, na shode pred ministrstvo in na shod na trasi kanala C0. Od srca vam hvala. Temu se reče resnična in srčna državljanska odgovornost in zavest. To potrebuje Slovenija. Hvala vam. Ne samo, da branimo čisto pitno vodo, smo zgled poštenih državljanov in odgovornih državljanov za celo državo. Hvala vam. Potem se moram zahvaliti srčnim lastnikom na trasi kanala C0. Veste, oni bi lahko to svojo zemljo že zdavnaj drago prodali in živeli kot lordi kjerkoli na svetu. Pa je niso in branijo s tem, ko niso prodali svoje zemlje in s tem, ko ne dovolijo, da se gradi nezakonit kanal C0 tam. Branijo tudi čisto pitno vodo, ne samo ljubljansko, ampak vse slovensko, ker v Ljubljani vodo pije cela Slovenija, ko pride sem, ali študirati, ali v srednjo šolo, ali pa v bolnico. Zahvaliti se moram Ani Bah Žibert. Ona je v prejšnjem mandatu v preiskovalni komisiji naredila izredno delo razkrivanja zlorab, nepravilnosti pri postopkih, ki so bili peljali do izdaje gradbenih dovoljenj. Anja, čestitam za tvojo pokončnost, tvoj pogum in tvojo vztrajnost. Zahvaliti se moram mnogim največjim strokovnjakom za gradbeništvo in vodarstvo v Sloveniji, ki so na naši strani. Ampak žal, ne boste verjeli, živimo v državi, ko se ti ljudje mnogi ne upajo izpostaviti, ker potem ne bi dobili poslov oni ali pa njihovi otroci. Ampak ti ljudje nam izjemno strokovno pomagajo in zato so vsa naša stališča, vse naše izjave in vsi naši argumenti super strokovno podprti. Drage prijateljice in prijatelji, zahvaliti se moram, ne to ne bo razumljeno kot reklama, ampak vendarle, zahvaliti se moramo tudi našemu predanemu odvetniku Klemnu Golobu. Tudi on požrtvovalno kot del ekipe že 3 leta bojuje ta boj za svojim izjemnim pravnim znanjem. Včasih mi je biti del tako čudovite množice, tako čudovitih ljudi pri tako čudovitem projektu, kot je zaščita čiste pitne vode za 400.000 ljudi. To je zgodovinsko delo. Sedaj pa samo še informacija za tiste, ki hočete priti na naslednji shod pred ljubljanski magistrat. Naslednji shod bo ne ta, ampak naslednji ponedeljek, 20. aprila ob 2:30, tako kot vedno, se pravi 20. april, ponedeljek ob 2:30 uri. Dobrodošli vsi, lepo bi bilo, če bi nas bilo pol toliko, kot nas sedaj tukaj. In pa še, lejte, podati moram še eno stvar, ki so me jo prosila 2 pretepena lastnika zemljišč. Sporočata, da pozdravljata ta spoštovani in čudoviti zbor. To sta naša heroja. Jaz sem si želel, da bi eden od njih bil danes tukaj, ampak žal zaradi zdravstvenih razmer ne more, ker ne more daljše hoditi in tudi ne more dalj časa stati pri miru. Zato, ker so ga Jankovićevi varnostniki skoraj da ubili. Ampak prenašam njune najlepše pozdrave.
Draga Jernejca, Uroš in Simon, hvala vama, da sta bila takrat tam, ko sta bila. Mi pa bomo poskrbeli, da vajne bolečine, vaše žrtve ne bodo za manj.